Tu imamo danes spletnega strokovnjaka tudi z nami v studiu. Maša, najlepša hvala, super uvod v trenutni intervju. Z mano je namreč že Žan Nekrep, predavatelj o zaslužku na spletu, ki ima 15 let izkušenj v poslu in uspešno izpeljanih več kot 100 projektov. Začel je s kreditom in iz nič ustvaril več podjetij, ki še danes uspešno poslujejo. Prisoten je tudi na online platformah, kot sta Amazon in YouTube. Organiziral je več uspešnih poslovnih dogodkov ter uspešno prodal blagovne znamke, ki jih je sam ustanovil. Žan, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za vabilo. Torej, ko govorimo o zaslužku na spletu, to verjetno pomeni, da najprej moramo imeti nek osnovni kapital ali lahko začnemo tudi iz nič? Lahko najdemo v bistvu podjetja ali pa nekoga, ki že ima stranke za nas in lahko začnemo z minimalnim kapitalom ali pa praktično brez kapitala, ker nekdo že ima znanje, mogoče denar in nam lahko na ta način pomaga. Se pravi, veze so pomembne, mreženje je tudi pomembno? Mreženje v poslu je zelo pomembno. Tudi na internetu je seveda mreženje pomembno, ker nekdo, kot sem že rekel, stranke lahko ima za nas in lahko na ta način izkoristimo in pridemo do svojih prvih strank. Kako ste vi začeli? Je za vami ekonomska izobrazba? Je to prišlo zgolj kot razmišljanje o tem, da splet ponuja veliko možnosti? Magistriral sem iz podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, tako da tam sem se nekaj naučil, ampak največ sem se naučil pa v praksi, torej da sem videl, testiral, naredil veliko napak in se na podlagi tega veliko naučil, sem mrežil z drugimi ljudmi in potem s časoma najdel uspešne zadeve, ki jih še danes v bistvu tudi uspešno vodim naprej. No, nekaj ste tudi podjetij kar sami ustanovili. Katera pa so bila ta podjetja? Na kakšen način so bila ustanovljena? Tako, začel sem tako, kot ste povedala, s kreditom od banke. Kužek in Mucek je bila uspešna blagovna znamka, še vedno je. To sem prodal leta 2019. Imate v Sloveniji 70 000 ljudi na Facebooku, kar znani blagovni znamki. Tako, to je ena izmed takih pomembnih zadev. Pa tudi v bistvu Najnesi je bila takrat med top 100 strani, ki sem ustanovil. Kar nekih zanimivih projektov. Kot rečeno, sem pa ogromno naredil napak, ogromno se naučil in na podlagi tega potem ustvaril neke uspešne zgodbe. In vsak naj se ne boji neke stvari testirati. Včasih se lahko z neke napake bistveno več naučiš kot iz neke uspešne zgodbe. Je bilo torej potrebno res veliko napak, da ste prišli do takšnega uspeha, kot ga imate sedaj? Jaz mislim, da kar veliko napak, tako da sem kar se na svoj lastni koži neke stvari naučil in danes predajam znanje za tega, da mogoče nekomu prehranim čas, pa tudi mogoče nek denar ali pa karkoli, no, ga povežem z nekom in na podlagi tega mogoče lažje uspeno. Ja, lahko uspejo tudi s pomočjo vaših delavnic, ki jih imate na spletu. Kaj pa se lahko tam naučimo? So tudi zdaj v času epidemije na voljo? Vas lahko gledamo, poslušamo, nekaj konferenc ste morali odpovedati? Tako, vse plačljive konference sem zaradi koronavirusa seveda mogel odpovedati, ker so v zaprtih prostorih, več kot 100 ljudi. Tako da zdaj imam vsak teden brezplačne webinarje, Facebook oglaševanje, Amazon, YouTube, pa v bistvu spletna prodaja. In to vsak teden poteka, lahko se kdorkoli prijavi, brezplačno znanje zaupam, nič ne zahtevam v zameno, tako da mislim, da kar ogromno koristnih informacij zdaj lahko ljudje dobijo preko spleta. Koliko časa pa trajajo potem takšni webinarji? Si moramo veliko časa vzeti? Je to v enem dnevu? Je to enkrat na teden? 60 minut. Trajajo 60 minut. V 60 minutah se res trudim dati čim več koristnih informacij, res konkretno pokažem print screene svojih zaslužkov, svojih primerov, svojih napak, kaj točno lahko ljudje naredijo in grejo lahko takoj direktno v prakso. Tudi vedno sem na voljo za vprašanja dodatna, brezplačno odgovorim po vsakem webinarju, tako da komot lahko pogleda in mi seveda napiše, če kakšen teh tematik zanima. Kako bi torej poimenovali svoj poklic? Predavatelj za zaslužek na internetu, svetovalec, to je v bistvu neko moje področje. Sem pa tudi podjetnik, sam prodajam na Amazonu, sam tudi na YouTubu, veliko oglašujem na Facebooku, na Googlu in tako naprej, tako da predavatelj in podjetnik, to je v bistvu moje področje, ki me res veseli in res to rad počnem. So družbena omrežja pomembna pri osvajanju zaslužka na spletu, za prodajo vsaj, na primer? So pomembna seveda, ker tam so stranke. Vedno se podjetja morajo vprašati, kje so stranke in na družbenih omrežjih so seveda stranke. Facebook je zelo popularni medij, preko Google se da, Instagram in Facebook pa je tudi pomemben, tako da so družbena omrežja pomembna. Vi pa svetoval eno zadevo, da si zberejo eno platformo in na tisti platformi potem probajo dominirati, kot pa da so prisotni povsod in delajo nekaj na polovico.
kar je bistveno bolj, da delajo samo eno platformo in tam v bistvu dominirajo. Se pravi, kaj pa naprimer Facebook in Instagram, ki sta sorodni platformi, eno tudi objavlja, na drugem, bi to lahko mogoče povezali? Tako, preko Facebooka se oglašuje tudi na Instagramu, tako da Facebook je lastnik Instagrama, sta absolutno povezani, imata pa vsake neke svoje zakonitosti. Facebook je mogoče, ne vem, za oglaševanje na računalnikih, na mobitelih, Instagram pa je bolj za mobilne telefone prilagojen, tako da je pač malo treba prilagoditi oglaševanje, pač strategije in tako naprej. No. Je malo drugače, ker je pač bolj namenjen za mobilne telefone. Večino časa pravzaprav tako ali tako preživimo na mobilnih telefonih. Facebook tudi vedno bolj postaja podoben, ravno namensko uporaben na mobilnih telefonih. Se bo mogoče s tem tudi kaj spremenilo, če ga bomo torej več uporabljali na telefonih kot na računalnikih? Vse stvari se na internetu zelo hitro spreminjajo, tako da pričan sem, da Facebook, Instagram, Google, vsi gledajo naše navade in spreminjajo stvari, tako da seveda se bodo stvari spremenile in se venomer spreminjajo. Tudi ena stvar, na internetu se stvari res zelo hitro spreminjajo, tako da treba stvari spremljati, testirati in lahko nekaj, kar deluje danes, mogoče čez 2 tedna sploh več ne bo delovalo. Na kakšen način pa potem spremljate te spremembe? Jaz v bistvu veliko berem, se družim z znanimi strokovnjaki, preverjam stvari v praksi, tako da potem v bistvu vidim, če res zadeve delujejo in na ta način potem strankam svetujem, ko tudi sam v bistvu neko stvar investiram, probam v praksi in če pri meni deluje, pri drugih projektih, pogovor z drugimi, potem v bistvu komaj predlagam to tudi sam strankam. Sicer pa tudi YouTube uporabljate kot eno od platform. Kaj pa recimo omogoča za zaslužek YouTube? Kaj je tam najbolj pomembno? YouTube gre za vizualne informacije, torej videoposnetki. Za podjetje je lahko rangiranje na Google, torej Google je lastnik YouTuba, lahko lažje pridemo v sam spletni iskalnik. Za posameznike pa tudi možnost zaslužka, lahko, ne vem, nekdo, ki peče pice, se predstavi, pokaže, kako to dela, tako naprej. Dobi neke sponzorje, ima majico, naprimer s svojim napisom od nekega sponzorja, pove sestavine, katere uporabo. Tako da veliko možnosti omogoča tudi oglaševanje na YouTubu, sploh v Sloveniji je zelo poceni, torej samo oglaševanje je tudi možno, tako da ogromno stvari omogoča in mogoče še se mi zdi v Sloveniji ne uporablja YouTuba ljudje tako, kot bi ga lahko, ker je res velik potencial in je tudi drugi največji iskalnik na svetu. Saj ravno v Sloveniji mogoče, kateri so tisti kanali, preko katerih najlažje dostopamo do strank, se najlažje pokažemo ljudem? So to še vedno mogoče bolj kanali, ki jih moramo uporabljati tudi izven spleta, zato da povabimo ljudi na splet, ali je delovanje na spletu povsem dovolj? Vsako podjetje se mora vprašati, kaj so v bistvu njegove stranke, kje se njegove stranke družijo, lahko so to Facebook skupine, lahko so to Meetup skupine, lahko sploh niso na internetu, so kje druge in v bistvu preveriti stvari, no, in potem v praksi stvari proba testirati in videti, kaj v bistvu deluje za njih, za njihove podjetje in potem to uporabiti v praksi. Zdaj, ena od novejših platform je TikTok. Je tudi to že uporabno, naprimer, za zaslužek na spletu? Tudi nekaterega uporablja zaslužek. Jaz sam mislim, da TikTok ni taka dobra platforma za zaslužek. Zakaj? Ker ga uporablja bolj mlajša publika, tako da mislim, da ni tisto ta pravo, no, za nek zaslužek. Se mi zdi, da druge platforme imajo bistveno večji potencial in tudi neke raziskave kažejo, da ljudje TikTok naložijo, ga nimajo toliko časa na mobilnem telefonu, torej ga odstranijo. Tako da mislim, da so druge platforme, sploh recimo kakšno Google oglaševanje pa tako naprej, Facebook, da sta boljši platformi kot TikTok. Je pa za nekatere tudi TikTok super zadeva za prepoznavnost in tudi zaslužek, ampak mislim, da ni tak potencial, kot ljudje mislijo, da je. Ali na spletu lahko zaslužimo zgolj, če kaj prodajamo? Se pravi, nekaj nekomu prodajamo. Obstajajo tudi drugi načini zaslužka? Tako, lahko neko stvar brezplačno ponujamo, pa nas ljudje na tega kontaktirajo, pa mogoče dosežemo. Ni rečeno, da prodajamo, lahko se zmenimo z nekim sponzorjem, kot sem omenil, nekdo peče recimo pice, pa majico sponzorja, pa tako naprej. Ni treba direktna prodaja, lahko so neki čisto drugačni, taki skriti viri zaslužka, ki obstajajo in v bistvu ne prodajamo direktno, ampak tudi z nekimi sponzorstvi, pa tako naprej dobimo nek dodatni zaslužek. Tako toliko za enkrat, brez skrbi, nikamor še ne bomo odšli, ampak si bomo vseeno privoščili kratek oglasni oddih. Tako da ostanite z nami in se pridružite nadaljevanju pogovora takoj po oglasih.
Lepo pozdravljeni nazaj, z mano je še vedno Žan Nekrep, s katerim govoriva o zaslužku na spletu. Nekaj sva že povedala o Facebooku in YouTubeu, malce manj o Googlu in Amazonu, preko katerega tudi poslujete. Kako, na primer, poslujete s pomočjo Amazona? Tako, prva stvar je, da se najdemo neki izdelek, to obstaja neki programi, orodja, naredimo neke lastne kriterije. Potem ta izdelek naročimo pri Kitajcu, preko Alibabe, v bistvu najdemo proizvajalca in ga pošljemo direktno tam, ko želimo prodajati. Mi prodajamo ZDA, Kanada, kmalu še Nemčija, je pa priložnosti, ne vem, tudi Španija, Italija, ogromno nekih možnosti pač prodaje Amazona. Torej najdemo izdelek, najdemo proizvajalca, potem poskrbimo za marketing, klasiramo in začnemo prodajati. Verjetno se marsikdo vpraša, če izdelek že obstaja, kako to, da ga sami ne najdejo? Ja, v bistvu tukaj gre za neke izboljšave izdelka, lahko izboljšamo fotografije, naredimo neko lastno blagovno znamko, testiramo, kaj v bistvu so slaba mnenja pri konkurentih, kaj jih moti, lahko so neke stvari, ki so čisto take zanimive, tako da res naredimo kakovosten izdelek in potem v bistvu prodajamo. Je pa povpraševanje po izdelkih še vedno kar visoko, tako da se najdete zanimive priložnosti, tudi če izdelki že obstajajo. Se pravi, ekipo imate po celem svetu? Tako je, res je, inšpektor imamo na Kitajskem, ki nam preverja proizvajalca, najdemo, imamo osebo za opise, ki ureja opise, fotografije, res po celem svetu poslujemo in preko interneta se to res enostavno da narediti. Bi se dalo tudi brez teh ljudi? Jaz mislim, da ne. Probali smo brez inšpektorja, zelo je pomembno, da inšpektor na Kitajskem preveri izdelek, da res je izdelek kakovosten, da res je tako, kot smo ga naročili. Tako da zelo pomembno je ob sebi imeti tudi pravo ekipo, prave mentorje, ki pomagajo pri neki zadevi, ker če sam nisem na Kitajskem, res ne morem samo zaupati. Je fajn, da še neka stvar dodatno se preveri in potem res stvari štimajo tako, kot morajo. Bodo zdaj te novosti glede Amazona doprinesle tudi kaj k vam? Prej med reklamami ste mi zaupali, da zdaj lahko tudi slovenska podjetja preko Amazona pravzaprav prodajajo. Tako od februarja 2020 lahko slovenska podjetja prodajajo na Amazonu v Evropi, torej Španija, Italija, Nemčija in tako naprej, Francija. Vsa ta Evropa se odpira, tako da je bistveno enostavno. Slovenska podjetja me kontaktirajo, tako da je sigurno tukaj in pomagamo in to je res neka nova priložnost, da lahko obstoječe izdelke poskusijo prodajati recimo v Nemčiji, Italiji in tako naprej. Tako da res nova priložnost, nov kanal, nov doseg kupcev. In priporočam, da podjetja pač preverijo, če je mogoče zanimivo, da bi tudi njihov izdelek prodajali kjer drugje, mogoče kot v Sloveniji, ker Amazon ima ogromno kupcev in ogromno nekih priložnosti. Kako pa je z Veliko Britanijo, ki je tudi bila ena od destinacij, od koder smo naročali s pomočjo Amazona? Se je tudi za vas kaj podrlo zdaj v zadnjem času od januarja dalje, ko so izstopili iz Evropske unije? Jaz v Veliki Britaniji ne prodajam, razmišljamo o prodaji v Nemčiji, tako da za Veliko Britanijo točno ne vem, kako poteka. Je pa čisto normalno, se registrirajo lahko slovenska podjetja in tudi Velike Britanije lahko prodajajo. Imam osebo, ki je v Veliki Britaniji, tako da lahko na ta način pomagam, sam pa izkušnje s tem nimam, tako da svoje izkušnje žal ne morem govoriti. Imate pa kar nekaj izkušenj tudi z prodajo prek Googla. Na kakšen način se sploh lahko prodaja na Googlu? Vendarle smo navajeni tam bolj iskanja. Tako, Google oglaševanje doseže 90% internetnih uporabnikov na svetu, tako da res je velik doseg. Imamo iskalnik, kar ste že omenili, torej ljudje, ko nekaj vtipkajo, naprimer okna in vrata, lahko najdejo naš oglas in jih na ta način presmerimo na našo spletno stran, da pač kupijo, da pogledajo okna in vrata, brezplačni posvet, karkoli želimo. Obstaja prikazno omrežje, torej neki banerji, neki oglasi na znanih spletnih straneh, torej lahko to prikazujemo. Potem obstaja oglaševanje preko YouTubea, ker je Google lastnik YouTubea. Torej Google res veliko omogoča, tudi Gmail je seveda od Googlea, in lahko tam oglašujemo in res ogromno omogoča in preko Googla se da res priti do pravih strank in jaz Google ogromno uporabljam, ogromno oglašujem na YouTubeu v Sloveniji in tako naprej, na iskalniku. In res pa priporočam, da podjetja pogledajo, kaj Google omogoča, Google Ads in uporabijo ne samo iskalnik, ampak tudi druge metode, ki Google omogoča. Pa lahko tudi sami določate, komu se bodo prikazovali potem vaši oglasi, ali to Google določa sam? Lahko vsak sam določa točno spol, starost, katere zanimanja ima ciljna publika, ljubitelji potovanj, ljubitelji nočnega življenja, karkoli želimo, lahko naredimo. Tako da res na internetu se res stvari so zelo merljive,
zelo lahko targetiramo publiko in priporočam, da podjetja res pogledajo, kaj omogoča, ker je to neverjetno. Lahko točno določimo, kateri YouTube kanal želimo, da se oglašuje in res natančno določimo našo publiko. Seveda pa prej moramo vedeti, kakšna je naša publika. So to moški, so to ženske, koliko so stari, kaj jih zanima. Ko naredimo to analizo, lahko potem to uporabimo seveda pri oglaševanju. Se pravi, lahko bi rekli, vi ste ta vmesni člen med proizvodom in kupcem. Ja, se trudim tudi, da sem vmesni člen, tako včasih, tako je, ja? Res je. Ja? Tudi samo uporabljam vse te stvari in seveda oglaševanje je zelo pomembno, je vmesni člen, da te ljudje spoznajo in na podlagi tega tudi se lažje odločijo za nakup. Zdaj, sliši se vse tako odlično, zagotovo gre lahko nekaj narobe, to ste tudi sami že omenili. Nam lahko poveste, s kakšnimi problemi ste se srečevali v preteklosti? Tako pri Amazonu je res važno od pravega izdelka. Če nimamo pravega izdelka, potem seveda prodaja ne bo šla tako dobro, kot mislimo in lahko gre pač napačno, tako da pravi izdelek je zelo pomemben. Pri Google oglaševanju moramo vedeti, kaj delamo, moramo vedeti, kakšna je naša publika, moramo imeti osnove poštimane, torej spletna stran se mora hitro naložiti na mobilnem telefonu, testirati moramo stvari, imeti zanimive oglase, v bistvu testirati, kateri oglasi delujejo. Pri Facebook oglasih je tudi pomembno, da je spletna stran dobro optimizirana, da je zanimiva slika, zanimivo besedilo. Ogromno nekih stvari, ki moramo seveda prej preštudirati, pa testirati stvari, vprašati mogoče kakšnega strokovnjaka, sami probati ali karkoli, da potem lahko. Ne moramo pričakovati na Amazonu nekih rezultatov, če imamo slab izdelek, ker pač, če ni kakovosten, bomo imeli slaba mnenja in s tem dolgoročno ne bomo uspešni. Sej, kako pa vemo pravzaprav, da je pravi izdelek? Ali to pomeni, da veliko potujete po svetu? Ne, jaz zdaj v teh časih ne potujem tako veliko po svetu, tudi prej nisem nekaj potoval. Mi imamo neke kriterije, po katerih zbiramo izdelke, pogledamo, kakšno je povpraševanje, kakšna je konkurenca, ali lahko damo neke izboljšave izdelka, potem za raznimi orodji preverimo, koliko delajo ti prodajalci, kakšne so slaba mnenja kupcev. Torej so neki kriteriji, ki se lahko preveri, so neka orodja, ki vam lahko dajo oceno potenciala nekega izdelka. Potem je pa seveda pomembno, da najdete pravega proizvajalca, pa da inšpektor res preveri, da te kriteriji tudi držijo v sami praksi in potem seveda se naroči izdelek in potem gre v to zadevo. Torej kriteriji so pomembni pri izboru samega izdelka. Kako pa ste na primer našli te vaše inšpektorje, ki v tujini opravljajo delo za vas? Na kakšen način ste jih našli, kako veste, da so zaupanja vredni? V bistvu preko Facebook skupin, torej obstajajo Amazon Facebook skupine po celem svetu, tako kot za kakršnokoli dejavnost. In tam sem napisal, da iščem inšpektor na Kitajskem, potem sem naredil z njim Skype klic in v bistvu smo se zmenili, da izdelek nam daje neko poročilo, da grejo preveriti ta izdelek, so nam podali poročilo, pa smo videli, da stvari zelo dobro štimajo, ko smo dali na Amazon, tako da res ta inšpektor, z njim že kar nekaj časa poslujem, priporočal sem ogromno slovenskim podjetjem, so tudi z njim kar zadovoljni, tako da res zelo super poslovni partner. Zdaj, pomagate tudi podjetjem, ki so že na spletu, jim pomagate tudi do več zaslužka prek spleta. Katere so tiste običajne napake, ki jih ponavadi delajo podjetja, da ne pridejo do tega več zaslužka, do te dodane vrednosti? Kaj bi jim svetovali? Ne izkoriščajo vsega potenciala, ki ga imajo, torej ne uporabljajo dovolj Google oglaševanja, ne uporabljajo Facebook oglaševanja, kot sem menil, YouTube oglaševanje je zanimivo. Potem ne vprašajo se, kdo že ima stranke za mene, torej neko podjetje že ima lahko stranke za neko drugo podjetje, lahko se z njim naredijo neko povezavo, sinergijo, lahko kontaktirajo influencerje, mogoče imajo influencerje za njih zanimive stranke. Torej to so te ključne napake. Nekdo že ima stranke za njih, pa ne uporabljajo teh platform, ki res veliko omogočajo. To sta te dve. Torej tudi vplivneže uporabljate za Tudi vplivneže uporabljamo. Jaz sam mislim, da v Sloveniji trenutno glede influencerjev je mogoče malo zasičena zadeva, mogoče malo se že preveč prodaja pri raznih influencerjih, ampak vseeno se da najti mogoče kakšne manjše, kakovostne influencerje, ki lahko tudi prinesejo k večji prodaji, k večjemu zaslužku. Večinoma pa mislim, da v Sloveniji že glede influencerjev mogoče malo preveč prodaje, da ni več tisto, kar je včasih bilo. Vse pa še najde vedno kakšne priložnosti. Verjetno bo pa influencerjev vplivnežev vse več, torej si moramo izbrati tiste prave. Tako, tisti, ki imajo publiko za nas, pa ker res vemo, da mogoče ne prodajajo toliko veliko, da imajo vsake toliko neko reklamo ali karkoli, pa da res mu zaupa publika, ki seveda tudi si želimo, da
nam bo začela zaupati. Tako. In tako kot zaupajo tudi vam, upam, da vam bojo tudi v prihodnje. Torej, najlepša hvala, da ste se danes oglasili tudi pri nas v studiu. Z veseljem. Hvala za vabilo. Več o zaslužku na spletu seveda lahko vidite na spletni strani Žana Nekrepa. Mi pa bomo izvedeli več še o Vrhniki, v katero sem obljubila, da se že vrnemo. In Rok se že nahaja na novi lokaciji, a kaj več o tem po oglasih.